Pričujoča uprizoritev je poskus interpretacije izbranih konceptov iz knjige Drama je biti otrok. Ne moremo ljubiti drugih, če ne moremo ljubiti sami sebe takšne, kakršni smo. Kako lahko ljubimo nekaj, kar ni nikoli bilo ljubljeno in česar sploh ne poznamo? Mnogi ljudje namreč živijo v čistem nepoznavanju samega sebe. Vsak izmed predstavljenih prizorov se lahko razvije na več različnih načinov. Mi si bomo pri vsakem pogledali dva. Mami, a lahko tudi jaz sladoled, Ja, prosim? seveda, ampak trdno ga drži, da ti ne bo padlo, prav? Okej, obljubim. Čevlje sem si umazala. Nič hudega, bomo dali čevlje za oprat, nič hudega. Jaz bi sladoled. Ja, zdaj ti je padel, ko ga nisi držala, naslednjič ga moraš bolj držati. A prav? Nič hudega. Ja. Mami, ali lahko tudi jaz sladoled, prosim? Seveda, le, jaz bom držala lučko, ti ga pa poliži. Ne, jaz bi sama držala lučko. Ne, ker si še premajhna. Pa ti bo padel, tako kot zadnjič, pa ga bomo izgubile. Pa sploh nočem tega sladoleda. Ne, koliko si luškana, ko se kuje. No, daj to palčko, da bom mir. Izvoli sladoled. Hej, gremo. Mami! Strah šibkega in nebogljenega otroka daje odraslemu občutek moči, pa tudi možnost, da s strahom v drugem manipulira. S svojim strahom tega namreč ne more storiti. Zaničevanje manjšega je najboljša obramba pred prebojem lastnih občutkov nemoči. Močnemu, ki ve za svojo nemoč, ni treba zaničevanjem kazati moči. Tudi ojdipovske občutke nemoči, ljubosumja in zapuščenosti doživi odrasli včasih šele ob svojem otroku, saj v svojem otroštvu ni imel te možnosti, da bi jih zavestno doživel. A vendar se na doživetih ojdipovskih bolečin ne moremo znebiti, če jih prenesemo na svojega otroka. Ko so se podražile te cene hrane. Ja, a si videla, koliko je Ja. draga paprika, pa vse pa jabolka, ki jih lahko domača dobim, kaj pa Še misliš? meni gre cela plača samo za to. Ja. Lahko gremo domov? Ja, bomo šle. Ej, Leo, Laura kliče. Čau! Oj, Kaj zdaj? Kje si? ja, izza fura pa do cesti, oziroma Borbonko furam, ker stojimo že nekih 20. Domov bi šla. Štajerka, ne? Domov. Ja, ja, čak, oprosti. Mislim, če bi bila kakšne krafe, povej mi, no, idem iskat. Ja, dej, vzem krofe. Čakaj, sam malo. Ej, bomo šle domov. Čakaj, Laura, sam malo prosim, ker imam tleta malo. A lahko Lej, gremo domov? Ja, sem ti povedala, da bomo šle domov, ko bo kazalček ta velik na trojki. A prav? Ja, dej, prines krofe. Čokoladenga, jaz pa malo bomo čokoladenga, pa Sara tudi. Ok, Ja, torej, kar 3 čokoladne, pa to. ja. No, dobro, ko pa te jaz pičem, ko bom malce zdroblano, ok? Okej, pa se slišimo. Ajde, Ok, čau. Živaj. Čau. Evo, Laura prinese krofe, pa gremo, prav? Ja. Ja, no, evo, tako da bo prinesla iz Trojan krofe. O, super. Ja. Vzemam to pašo vedem. A Kaj ne? dam še na kavo gor? Ja, pa dej, Marja. Da prinesem zanjo sok. V prvem primeru je šlo z materine strani za postavljanje zdravih meja. Če ima otrok srečo, da odrašča ob materi, ki ga zrcali in mu dovoli, da jo otrok izrabi za svoj narcistični razvoj, lahko v odraščajočem otroku počasi nastaja zdravo občutenje samega sebe. Tak razvoj pravzaprav lahko omogoči tudi neposebno prisrčna mati, le da otroka ne ovira.
Zdrav otrok občuti gotovost, trdnost, samospoštovanje, lahko doživlja svoje čustva, izživlja običajne vzgibe, kot so jeza, trma, ve, kaj hoče in česa noče, in to lahko tudi izrazi. Nima potrebe po ugajanju drugim. To mu je omogočilo uspešno ločitev predstave o samem sebi od predstave o objektu. Ja, si videla, kako se je podražila hrana. Ja, sem videla, mislim, kaj pa norijo, pa toliko za kilo jabolk, pa kaj jo lahko doma dobim, mislim, jaz ne vem, kaj Ja, to čez razmišljam. da prejem čez mesec svojo plačo. Ja, mislim, da še na 80% so nagrajene. Ja, se to. Olejka Laura kliče. Čau! Oj, zdravo. Kaj zdaj, kje si? Ja, zdaj se nekaj furam proti, ker se se furam proti Ljubljani, pa ful je gužva, no. Stojim že nekaj 20 minut. Pa tule pred Torjanom je drugače. Ja, dej čakaj, tle me ta mala. Ja, kaj je? Lahko prosim gremo domov. Pa kaj, a vidiš, da se pogovarjam po telefonu? A lahko prosim počakaš, sem ti prej povedala, kdaj bomo šle. Oprosti, ta mala je tako tečna tle zraven, jaz ne vem, se igra, pa kar nekaj teži. Ja, dej prines krofe, no, bomo. Ok, cool. Koliko jih pa prinesem, koliko boš... Pa dej ene 4 prines, no. 4, ok. Ja. Čokoladno, ne? Ja, Ok, cool. ok, cool. No, se vidimo. V redu, dobro. Ko pa ti javim, ko bom pred Ljubljano, no? Ok, ajde, čau. Idi, čau. Vidiš, Ljubica, koliko si bila zdaj pridna? Glavno me bo Laura kmalu pride, pa bo zdaj krofe prinesla. O, super, zdaj pa pojedla enega. A ne? Ja, bi ti čelo kavo, bi ti tudi Ja, dej. dala pohačeno. Objekt narcistično zasedemo, ko ga ne doživljamo kot središče njegovih lastnih aktivnosti, ampak kot del nas samih. Če mati ni sposobna prevzeti narcističnih funkcij za otroka ali je celo sama narcistično izpolnjena, kar je zelo pogosto, se zgodi, da povsem nezavedno in v nasprotju s svojo dobro voljo skuša z otrokovo pomočjo zadovoljiti svoje narcistične potrebe. Temu rečemo, da otroka narcistično zasede. V taki ljubezni manjkata kontinuiteta, stalnost, ni prostora za otrokova čustva in občutke. Otrok zato razvije nekaj, kar potrebuje mati in kar mu je sicer rešuje življenje, vendar ga to tudi vse življenje ovira in ne more razviti samega sebe. Razvije lažni jaz. Dobro ti je šlo.
Igralec lahko po predstavi doživi veliko občudovanje, katero v njem zbudi občutek vsemogočnosti. Ko vpliv adrenalina popusti, pa se občutki lahko razvijajo v dve različni smeri. V primeru, da njegovo udejstvovanje izvira iz njega samega in ga notranje izpopolnjuje, občuti veselje in živost. Lahko pa se pojavijo občutki praznine, nesmiselnosti, neuspešnosti. Slednji bodo prisotni predvsem, če pozitivna čustva ob zaslužnem aplavzu niso izvirala iz njegove notranjosti, iz ustvarjalnosti igranja, temveč iz nadomestne zadovoljitve stare potrebe po zrcaljenju, upoštevanju, v tem primeru so močni občutki uspeha, celo vsemogočnosti, zgolj trenutna pomiritev. Niha torej med dvema skrajnima oblikama manifestacije narcisistične motnje. Grandioznostjo in depresijo, ki jo med drugim loči krhko samospoštovanje, perfekcionizem, strah pred izgubo ljubezni, občutkom nepopolnosti ter konstantna potreba po občudovanju. Grandioznost je obramba pred depresijo, depresija pa je obramba pred globoko bolečino zaradi izgube samega sebe. Okolje vidi v lažnem jazu pravi jaz in obratno. Mati ravna, kot da otroka bolje pozna, kot se pozna sam, in da bolje od njega ve, kaj zares čuti, misli in hoče. Kot odrasel ima potem tak človek občutek, da ima notranjega sebe, ki ga ne zmore uresničiti, medtem ko tisto podobo sebe, ki jo kaže navzven, doživlja kot lažno. Lažni jaz skriva in ščiti pravega samega sebe. Lažen je zato, ker se kaže kot posebno prilagojen, ubogljiv, prijeten, ljubezniv, priden in požrtvovalen. To pa ima le malo opraviti z ljubeznijo, temveč gre bolj za strah, da ne bi bil sprejet, da bi izpadel težaven, da bi se izpostavil ali prevzel odgovornost. Otrok ima prvobitno potrebo, da ga upoštevamo takšnega, kakršen vsakokrat je, in kot središče lastne dejavnosti. To je legitimna, vendar narcistična potreba, izpolnitev le-te pa je nujno potrebna za tvorbo zdrave samozavesti. Prizor v nadaljevanju je plod dlje časa trajajočega terapevtskega procesa. Povejte mi kaj o svojem otroštvu. Moje otroštvo je bilo srečno. Bila sem priden otrok, starši so me imeli radi. Sicer zdaj ona dva sta ločena, ampak jaz sem mami vedno na voljo. Vsak dan se slišiva, ker ji moram biti na razpolago, dolžna sem ji. Ker če je ne pokličem, pol je ljubosumna, ampak zdaj sva v redu. Ful me podpira pri tem, da sem postala uspešna infektologinja in kitaristka. Sicer na njihovo željo. Hotela sem biti igralka, ampak mama mi tega ni pustila. Rekla je, da ni bilo to dovolj dobro. V bistvu sploh ni bila nikoli srečna z mano. Jaz sem ful hotela biti igralka. V bistvu sem razočarana, jezna. Kaj me ti sploh to sprašuješ? Kaj me to sprašuješ? Igralka so hotela biti in me niso pustili. V bistvu nič nikoli ni bilo prav, vse je moglo biti po njeno. Prilagajala sem se. In v bistvu sem bila vedno jezna, žalostna. Ampak kaj to tebe sploh briga? Kdo si ti? To sem jaz.